kjer proizvedejo skoraj tretjino slovenske električne energije, nadaljujejo prizadevanje za sosežiganje odpadkov, ki bi jih poleg premoga kurili v najnovejšem bloku 6. Snovalci sosežiga skušajo prav zdaj o tem prepričati še svetnike občine Šoštanj. Kot je znano, del prebivalcev Šaleške doline temu že od začetka nasprotuje zaradi vplivov na okolje in zdravje ljudi. Več v pogovoru z Metko Pirc, pozdravljena. Dober dan. Kako pomembno je za Tež, da danes prepriča lokalne prebivalce in ali lahko njihovo nasprotovanje ogrozi projekt? Občina Šoštanj je stranka v postopkih pridobivanja potrebnih dovoljenj. Kako pomemben je ta korak za Tež, pa kaže navsezadnje tudi to, da je na občinsko sejo prišel tudi generalni direktor Holdinga Slovenskih elektrarn Viktor Vračar, ki je hkrati tudi generalni direktor Teša. Pred sejo mi je povedal, da bo Tež sicer skušal prepričati lokalno skupnost, a hkrati zagotovil, da bodo odstopili od projekta, če jim to ne bo uspelo. Naloga Teša danes ni preprosta. Namreč recenzija presoje vplivov na okolje, s katero je občina preverjala vplive sosežiga, je jasno odsvetovala sosežig odpadkov. Avtorica recenzije, doktorica Cvetka Ribarič-Lasnik, poudarja, da bo vpliv na okolje večji, kot je zdaj, ko tam kurijo samo lignit, opozarja predvsem na povišane vrednosti težkih kovin in emisije klora. In od 16 elementov jih je 13 tistih, ki imajo večje vsebnosti kot pa lignit. Torej, zadeva je, mislim, da nesporna, torej gremo na slabše, ne? Obremenitev okolja in vpliv na zdravje bo bistveno večji, kot pa če kurimo sam lignit. Tež sicer pravi, da bo vse v okviru dovoljenih vrednosti. Načrtujejo kar 160 tisoč ton odpadkov, v Sloveniji pa jih je za SRF gorivo na voljo le 63 tisoč ton. Ni pa jasno, od kje bodo to gorivo sploh pridobivali. Sicer pa so nasprotniki sosežiga od župana Šoštanja zahtevali tudi, da razpiše referendum, tako da pričakujem, da bo Šoštanj danes z odločitvijo občinskega sveta začrtal nadaljnjo pot. In kdaj bi v Tešu lahko začeli sosežiganje? Poskusno obratovanje sicer načrtujejo že letos, a ne pozabimo, na Arsu še vedno pregledujejo dokumentacijo za presojo vplivov na okolje, Tež mora pridobiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje, na Ministrstvu za okolje pa poudarjajo, da tudi odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. V zadnjem času je prišlo tudi do kadrovskih sprememb, tako v holdingu kot v premogovniku Velenje. Prej omenjeni Viktor Vračar, ki je začel sosežig v Tešu, je zdaj generalni direktor holdinga, iz premogovnika pa se je poslovila botra sosežiga, kot ji radi rečejo, Mojca Letnik. Na njeno mesto je prišel Aleš Logar. Ni povsem jasno, kako bodo te spremembe vplivale na namere Teša. Je pa znano, da bo moral Teš, tudi če ne bo uspel s sosežigom, poiskati nove vire pridobivanja električne energije, vemo namreč, premogu so šteta leta. Kot so na holdingu že povedali, pa je zanje Šoštanj izjemno pomembna energetska lokacija. Metka Pirc, hvala za pojasnila. Prosim. Poslušate informativni program Radia Slovenija. Oddajo Dogodki in odmevi.